Konferenco bo odprl Andraž Štalec, direktor in soustanovitelj podjetja Red Orbit. Andraž je Google Certified Trainer in velja za enega izmed vodilnih strokovnjakov in poznavalcev spletnega marketinga v regiji. Andraž? Zakaj smo danes tukaj? Mi, marketingaši, mi, ki naj bi ustvarjali bistvo, oziroma mi, ki bi morali pomagati našim potrošnikom živeti njihovo življenje lažje, smo se izgubili. Malo smo šli na ene stran pota. Nehali smo govoriti zgodbe in vse več pozornosti smo začeli namenjati motenju ljudi, interruptingu. Nam je zdaj se pogovarjali s temi ljudmi. Naj gre to zdaj za TV oglas, ki zmota en super film, ki ga gledamo, ali pa telefonski klic od telemarketinga, ki prekine našo družinsko večerjo. Klasični marketing temelji na prekinjenju. Temelji na temu, da nam krade pozornost. Temelji na prekinjenju na mesto povezovanju. Temelji na poseljevanju na mesto navduševanju. In mislim, da smo vsi ugotovili, da to ne deluje več. Ampak še zmeraj to vsi počnemo. Kaj delamo? Dajemo čas, dajemo denar, zato da kupujemo to nadlegovanje ljudi. Namesto, da bi se zavedali enega preprostega dejstva, da smo vsi ljudje. Da nismo številke, da nismo povprečja, da nismo vnosi v CRM, ampak da smo preprosto ljudje. In ljudje si ne zapolnimo super ponudbe. Ljudje si zapolnimo super izkušnje. Ne zapolnimo se marketinga, ne zapolnimo se oglasov, ne zapolnimo se super zazanirane spletne strani. Zapolnimo se pa to, da nam je nekdo pomagal, oziroma da nas je razumel. Večina sodobnih podjetij, ali pa najboljših podjetij, od Googlea do Applea pa Red Orbita, temelji ali pa razume stvari na en in enak način. In ta je v popolnem diametralnem nasprotju z večino ostalih podjetij. Večina podjetij komunicira, kaj dela in kako to dela. Govorijo, kakšne so njihove storitve in kako so oni boljši od konkurence. Super. Medtem pa zmagovalci komunicirajo, zakaj delajo. Zakaj delajo to, kar delajo. Se predstavljate, da bi jaz zdaj tukaj stal danes pa vam razlagam. Mi smo the best. Red Orbit prodaja Google AdWords. Super. What's so special? Greš na Google, tipkaš Google AdWords, klik, imaš še malo klik, imaš kampanjo, za kar rabiš sploh kakšnega. It's simple. Ampak če obrnem zadevo in povem, zakaj mi delamo to, kar delamo, to je malo drugače. V Red Orbitu namreč si dovolimo biti drugačni, si dovolimo razmišljati drugače. Verjamemo, da meje digitalnega marketinga niti slučajno še niso dosežene in da so meje tam samo zato, da jih mi premikamo. Naša sposobnost premikanja teh mej leži v globokem razumevanju vedenja digitalnih potrošnikov. Vse, kar delamo, merimo, analiziramo, optimiziramo in s tem dosegamo rezultate. Čisto druga zgodba. Ljudje pač ne kupujejo to, kar prodajate, ampak kupujejo zaradi česar to prodajate. In to ni ena moja teorija, to ni niti en nov marketinški trend, niti ni ena nova psihologija marketinga. To je biologija, vse izhaja iz naših možganov. Namreč, ko podjetje komunicira, kaj in kako dela, s tem komunicira z neokorteksom. Neokorteks je najnovejši del, najmlajši del naših možganov, ki se je razvil pri ljudeh. Ta del možganov je odgovoren za analitično in racionalno odločanje, je odgovoren za sporazumevanje, za govor. In ko razlagaš, ok, delam to pa tako, možgani, ljudje štekam, ok, razumem, kaj počneš, ampak
to ne rezultira v vedenju. Ker ta del možganov ni odgovoren za vedenje. Ko komuniciramo, zakaj nekaj delamo, komuniciramo z limbičnim sistemom naših možganov. To je najbolj jedrni del naših možganov, ki je najbolj razvit pri živalih. Nagon, emocije, vedenje. Sploh ne veš zakaj, ampak pač mati narava nam je to dala in tako delaš. In kar razlagaš, zakaj to delaš, praktično nagovarjaš ta del možganov in to rezultira v vedenju. To je tako, kot takrat, veste, kar rečeš, ne vem zakaj, ampak tole nekaj ni v redu, imam občutek, da je nekaj ni v redu, pa ne znaš obesediti. Ta del možganov ne zna komunicirati, ne zna stvari spraviti v besede. Tako da dajmo se ustaviti, pa nekaj govoriti, kaj delamo, pa kakšni so naše storitve, pa feature naših produktov, pa te zadeve. Dajmo se raje vprašati, zakaj sploh delamo to, kar delamo. Dajmo si postaviti cilj razviti podjetje, ki ga bodo ljudje dejansko oboževali. Podjetje, kjer bo marketing temeljil na temu, da komuniciramo z ljudmi, ki se tega dejansko želijo, ki so dejansko vstopili v stik z nami. Podjetje, kjer ima dolgoročni cilj postaviti dolgoročni odnos in pa zaupanje z uporabniki. Postavimo podjetje, ki ga bojo uporabniki ali ljudje oboževali predvsem zato, ker ima višji cilj, ker si želi oziroma jim pomaga živeti njihovo življenje, namesto da jim pomaga da prodaje eno umetne sanje. Zakaj sploh to delamo? Zato, ker ko bomo enkrat ustvarjali tako doživetje, bomo za te ljudi postali resnično izjemni. Postali bomo bolj človeški. Hvala.